Lepo zdravček, z vami Silvija iz skupinice Trio of Life. Tokrat malce drugačen posnetek in sicer na preizkušnjo sem dobila pralni prašek Odori in sicer naravni pralni prašek, ki ga poznate iz Štartaj Slovenija. Dala sem ga na en zelo zanimiv test in sicer z njim sem oprala pralne pleničke. Svoje vtise pa bom strnila v tem posnetku. Kaj bi še bilo vredno povedati prej? Pralne pleničke Bam Genius in pa Milovia, ki jih uporabljam za našega najmlajšega družinskega člana, smo predtem stripali. Vsi tisti, ki uporabljate pralne pleničke, boste točno vedeli, o čem govorim. Skratka, odstranila sem v posebnem postopku vse tiste nabrane snovi, ki se čez uporabo in pranje pralnih pleničk lahko v pralnih pleničkah naberejo. Pralne pleničke zato imajo neprijetni vonj oziroma imajo neprijetni vonj takrat, kadar se otrok vanje polula oziroma okaka. Tako da pranje predtem so bile pleničke stripane, tako da so bile odstranjene neprijetnega vonja. Pralni prašek Odori sem uporabila v priporočani količini in sicer zelo vredno mi je omeniti to, da ko boste prale s pralnim praškom Odori, dvignite tisti zatiček, ki je sicer namenjen praškom v gelu. Namreč, pralni prašek Odori, kot omenjeno tudi v televizijski oddaji, je zelo gost. Tudi v posnetkih, ko boste gledali, kako sem prala, boste videli, da je pralni prašek zares gost. Tako da v bistvu delajte z njim tako, kot bi delali s praškom v prahu. To se pravi, dvignete zatičke in ga zlijete v predalček. Pri mojem stroju, uporabljam 8-kilski pralni stroj, se je še vseeno zgodilo, da je nekaj pralnega praška ostalo v tem predalu. Kasneje nisem imela težav s čiščenjem predala, tako da, kar se tega tiče, ne vidim nobenega problema. Konec koncev se zelo pogosto zgodi, da tudi pralni praški v prahu ostanejo še v predalčku. Edina stvar, ki me je res zmotila, me je zmotil vonj. Že večkrat pol kasneje, ko boste tudi gledali na koncu tega posnetka video o tem, kako sem prala in kakšna so bila moja občutanja, sem večkrat poudarila, da vonjam limonino travo. Dejansko je v prašku uporabljena limonina trava kot vonj in ne vem, zakaj ste se odločili, da je pralni prašek v bistvu vonja limone. Limona je vseeno bolj tak kiselkast vonj, medtem ko je limonina trava, če jo lahko tako opišem, majčkeno bolj tak sladkast vonj in zelo prijeten. Tudi pleničke oziroma ostala oblačila, ki sem jih potem še kasneje po tem prvem preizkušanju prala tudi z pralnim praškom Odori, moram reči, da dišijo zelo nenasilno, ravno prav. Vonj je blag, pa vendar dovolj močen, da diši po čistem, tako bom rekla. Sicer v kakšnih drugih opazk nisem imela. V tem pranju sta bile 2 pleničke, ki sta bile pokakane in moram reči, da je pralni prašek Odori odstranil vse, tako da madežev novih ni bilo. Je pa bilo noter nekaj pleničk, ki so bile zabarvane z hrastovim lubjem in bi rekla, da praktično ne poznam pralnega praška, ki bi hrastovo lubje odstranil. Tako da tiste pleničke so ostale, rjavkaste na tistem delu in jih tudi ni odstranili. In tudi nisem pričakovala, da jih bilo, to so stari madeži in pa zelo trdovratni. Pleničke so bele, čiste, jaz nisem opazila ničesar posebnega. Je pa naš najmlajši član tudi te pleničke že ta teden, cel teden uporabljal in ker uporabljamo pralne pleničke, ga običajno ne mažemo z kremo. Pač ni bilo potrebe, zato da pač se ne bi smelo uporabljati zaradi pralnih pleničk, ampak ni bilo potrebe, da bi ga mazali s kremico in moram reči, da je pač plenička oziroma tale linerček, direktno na koži,
bil tudi opran z odori pralnim praškom in nisem opazila nobenih alergij, nobenih občutljivostnih reakcij na ta sam pralni prašek. Tako da jaz vas zdaj prepuščam, da si ogledate ta cikel pranja, ki sem ga izvedla z pralnimi pleničkami. Moje vtise ste pa že slišali. Verjetno predpostavljam, da če bi dalj časa prala z pralnim praškom odori plenice, bi v neki fazi vseeno mogla pleničke zopet stripati. Tako da ne morem reči, kako bi izgledalo, če bi ves čas prala z tem pralnim praškom. Lahko pa rečem, da so oblačila in pleničke, ki sem jih oprala, do sedaj imele lep vonj, niso bile zapackane in vsi tisti madeži, ki smo jih v teh dneh oziroma teh tednih oziroma tednu imeli, so za pralnim praškom odori šli ven. Tako da, ja, ni pa res v naši družini veliko šmera in v tem letnem času tudi zelo malo madežev trave, so pa tisti tipični otroški madeži, to se pravi razni nevodoodporni flomastri, to se pravi flomastri na vodni osnovi, razne barvice in pa pač hrana. Tako da vse tisto, kar bi v neki normalni družinski uporabi umazali, mislim, da bi ta pralni prašek odori tudi brez problema očistil. Tako da ja, moje izkušnje so pozitivne. Bom pa naslovila na firmo še eno vprašanje in sicer vedno pri vseh teh zadevah razmišljam in v bistvu bi lahko rekla, da tukaj še grešimo iz smisla dom brez odpadkov. Se sicer trudimo, vendar je pri veliki družini to veliko težje. In ja, pralni prašek bi si želela imeti na rinfuzo. To pomeni, da ko izpraznim embalažo, da je možnost, da jo lahko nekje ponovno napolnim. To se pravi, da se izognem kupovanju novih in novih pralnih praškov v novi embalaži, plastični, ki jo potem praktično ne moram uporabiti naprej. Tako da definitivno to vprašanje prihaja na odori, ali bo možnost tudi rinfuze, to se pravi ponovnega polnjenja njihove embalaže. Jaz mislim, da vsi tisti, ki smo ozaveščeni za naraven način življenja, pazimo tudi na količino odpadkov, ki jih naša družina pridela. Vkolikor se vam zdijo moji posnetki zanimivi, vkolikor ste dobili kakšno dobro informacijo, da ste izvedeli kaj novega, vam priporočam, da se naročite na moj YouTube kanal. To storite tako, da kliknete rdeč gumbek, kjer piše naroči oziroma subscribe, tako boste na mail obveščeni, ko bo nova vsebina na voljo na YouTube kanalu. Skratka, to je zaenkrat to. Vkolikor imate še kakšno vprašanje v zvezi z pralnim praškom odori, lahko spodaj v komentarje zapišete oziroma pod objavo v skupinici Tree of Life. Do takrat pa se vidimo v naslednjem videu. Lep pozdravček iz Tree of Life. Tale pralni prašek sem se odločila sprobati na najbolj zahtevnejšemu testu in sicer tam, kjer običajno vsi pralni praški padejo po celi črti in sicer to so pralne plenice. Pralni prašek je od Odori, takole. Najdete ga v oddaji Štartaj Slovenija in sicer ga dobite na voljo v vseh Šparovih trgovinah. Večkrat sem si pogledala, tukaj si lahko pogledate, da je pač narejeno ročno, da je narejeno v Sloveniji, veganski in da spada pod naravna čistila. Perete lahko na 40 do 95 stopinj. Sestavine, če na kratko pogledamo. Ja, kaj sem hotela reči? Tukaj je napisan, da je vonj limona, za vse tiste bolj izurjene nose, pa boste kar hitro ugotovili, da je v bistvu iz eteričnega olja limonina trava. Namreč vonj je izrazito po limonini travi, tako da je tak limonast vonj, tak zelo svež. Na prvi vtis bi rekla, da je zelo prijetnega vonja. Prašek je izjemno gost. Takole. Če vam ga pokažem.
Zelo podoben je v bistvu vsem domačim praškom, ki jih copramo nekatere gospodinje doma. Tako da jaz bom zdajle napolnila stroj z našimi pralnimi pleničkami. Ena merica pralnega praška v Dori je že v dozirniku. Izbran programček na hladno. Tako da zdaj bomo tole kar štartali. Tako. Gledali bomo, kaj preteče v bistvu, ko se začne pralni prašek spirati. Zdaj vsak čas. Aha, evo. Aha, tukaj se že vidi pralni prašek pritekal skupaj z vodo v pralni stroj. Zdaj bom v bistvu pustila, da ta cel cikel steče. Potem pa se vam javim, ko bo tole oprano. Bomo malo povonjali, ko je že po prvem hladnem pranju s pleničkami. Običajno jih namreč sperem najprej na hladno, potem pa jih perem na 60 še na dolg cikel in enkrat še sperem. Tako da se vam v bistvu oglasim pred vročim pranjem in po hladnem pranju. Ok, tako da strojal prav pleničke z pralnim praškom od Dori. Preverimo, kakšne so. Zdaj, to je bilo hladno pred pranjem v bistvu. Jaz pleničke operem na pred pranje, na hladno. Da jih povonjam. Aha, tak blag von po limonski travi. Še tale linerček. Ja, tak zelo blag von. Za vse tiste, ki imate tiste take zatičke za pralne praške, ki imajo gel, svetujem, da jih v bistvu odstranite. Zaradi tega, ker če ga pustite dol, kot za gel pralni prašek, vam kar nekaj praška tam noter ostane, ker je preveč gost. Tako da v bistvu perete tako, kot da bi imeli prašek v prahu. Zdaj, pleničke zaenkrat gledajo čisto ok, tako kot ponavadi. Jaz sem zdaj dala v predpranje malo praška, pa v glavni ta razdelek. Zdaj bom pa oprala na 60 stopinj. Takole 3-urna zadevca. Še dodatno izpiranje bom dala. Tako da ja. Zdaj je v bistvu že kar pozna ura, tako da bom nastavila tole, da začne prati čez 7 ur, tako da bo zjutraj perilo prano. In seveda javim takrat, kakšno je stanje pleničk, kakšen je občutek, kako je dobro opran. Potem bomo pa zagnali še dodatno izpiranje. Tako naredim tudi pri običajnih praških. Zdaj večina praškov običajno pušča pence. Tale jih, vsaj kakor sem opazila, ne. Tako da velik plus za to, tako da manj spiranja, manj praška ostane na oblačilih. Tako da ja, več pa jutri. Za dobro jutro me je pričakal opran stroj. Poglejmo, kako so oprane. Več bom sicer pogledala pol. Linerji so videti čisti, von dokaj svež. Zdaj pri pralnih pleničkah, kolikor že imajo malo vonja, je to lahko seveda izziv za pralni prašek, a ne? Dišijo lepo. Zdaj med tem ciklom izpiranja, to je 22 minut, bom večkrat vmes malo posnela, da vidim, če je ostalo kaj pene od praška v Dori. Če sem čisto iskrena, je ne pričakujem. Ok, zdajle je minilo 5 minut. Stroj ponovno dodaja vodo. Zaenkrat ni videti nekih večjih, kako bi rekla, penc. V bistvu pene sploh ni videti, voda je videti čista. Tako da izgleda, se je ves prašek odstranil iz perila. Bom pa še spremljala. Evo, izpiranje je zaključeno. Pleničke so oprane. Poglejmo. Tale vložek za pralne pleničke je videti
čist, po vonju lepo diši, tak sladek, citrunast vonj, limonast, bolj limonina trava, no. Jaz res vonjam limonino travo. Zdaj bom perilo zložila v čeber za perilo in obesila. Ko pa bo suho, se pa zopet slišimo, takrat bom zopet povonjala, pa seveda pregledala, če je perilo dobro oprano. Potem pa še čist zadnji test, to se pravi, kako pašejo pleničke na kožo našemu najmlajšemu članu. Ekala, pleničke so zdaj oprane, se bojo tukaj na sončku kopale čez dan. Kakšnih vidnih madežev ni videti, takih, da bi jih prav posebej opazila. Evo, pleničke so suhe, čiste, lepo dišijo. Večjih madežev ne opažam. Tako da sta se tudi dve, ki sta bile pokakane, zelo lepo oprale.